Trenutno je hospitaliziranih na našem oddelku 13 bolnikov s COVID-19, vsi so mehansko ventilirani. Povprečna starost je trenutno, mislim, da je 68 let. Najmlajši bolnik je 38 let star, najstarejši 82. Tako je. Dejansko so pri nas bolniki, ki so stari, sem rekel, od 38 let, vsi imajo sicer neke blage pridružene bolezni, vključno s tem 38-letnim, kar pa ni povezavi z nekimi dejanskimi vitalnimi boleznimi. Tako da to so relativno zdravi bolniki, če bi ga niso tako stari in slabi, kot jih ponavadi videvamo pri recimo kakšni gripi. Bolniki imajo povprečno največkrat recimo lahko samo v navednicah arterijsko hipertenzijo, ampak to so vsi vitalni bolniki, to so ljudje, ki so normalno delali. Največ jih imamo dejansko med 50 in 60 let starih. Stanje v Sloveniji naj bi bilo trenutno, da naj bi bilo možnih dodatnih 101 ventilator. Trenutno pač lahko najbolj povem za stanje v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Na infekcijski kliniki imamo trenutno skupno 26 postelj, tako da od teh je 13 danes do tega trenutka nezasedenih. Dodatno je v centralni stavbi kliničnega centra še 16 postelj, ki v bistvu so pripravljene, da se lahko hitro potem tudi bolnike na te postelje sprejme. Trenutno je stanje, ko se pogovarjamo recimo z našimi sestrami, ravno ponoči sem se pogovarjal s tehnikom, ki je bil v zadnjih 14 dnevih 10-krat nočni. Te nočne trajajo več, kot so običajno trajale, tudi do 14 ur. Tako da so utrujeni. Dobivamo sicer tudi veliko zunanjih sodelavcev, zunanjih diplomiranih zdravstvenikov, ki so pač prihajajo iz drugih intenziv ali pa tudi iz operacijskih dvoran, kjer pač oni sicer znajo delati s kritično bolnimi bolniki, ampak gotovo ne poznajo razmer na naši kliniki, ne poznajo pač našega sistema, ne poznajo tudi tega informacijskega sistema, mi smo v bistvu brezpapirna klinika, tako da dejanska obremenitev naših medicinskih sester je zelo velika. One so utrujene, se jim vidi, tudi tiste sestre, ki so običajno bile zelo dobre volje, vedno se jim je malo drugače. Kar se tiče pa nas zdravnikov, mi smo zdaj razporejeni v turnus, delamo tako, da sta dva nadzorna specialista trenutno, infektologa, oziroma tudi imamo dva še specializanta od teh. V principu delamo 12-urne, časovno to ni tak problem, je pa problem, da v bistvu si sam za eno intenzivo edini specialist in je to recimo krat 3 oziroma krat 4 dejanski napor. Kar se tiče samega obremenitve glede na število bolnikov, ki jih imamo, normalno pri nas na intenzivi funkcioniramo običajno, da imamo tam nekje od 1 do 3 do 4 bolnikov, v svoji izmeni trenutno imamo pač od 9 do 10, kar je več. Dodatno je tudi problem seveda ta varovalna oprema, zato da ne zapravljamo preveč tega, oziroma da lahko vsi delamo tudi včasih 5, 6, tudi več 7 ur, dejansko neposredno z bolniki, brez da bi šel ven, brez da bi šel na stranišče, brez da bi karkoli pil vmes, tako da to tudi zaradi varovalne opreme postane vmes precej naporno, kaj te boli od teh mask, tako da zaenkrat vozimo, bomo pa videli, kako bo to šlo naprej. V takem tempu ne bi šlo več mesecev, verjetno nekaj tednov, več tednov bi mogli tako še funkcionirati. Imamo dosti tudi pomoči, prihajajo anesteziologi, ki nam pomagajo, ki so zelo v redu, vse tiste, ki so nam poslali s kirurške klinike, so to sami odlični sodelavci, ki so se hitro naučili, ki zelo tudi znajo, obvladajo, tako da trenutno to stanje, ki je, obvladujemo,
zdaj vam pa težko rečem, kako bo, tudi zbolevajo naši zdravniki. Zdaj težko vedno ločiti, od kje se ta okužba dobi, glede na to, da je okužba tudi v populaciji. Ne vemo natančno, ali so pač bili okuženi na samem delovnem mestu ali so bili okuženi zunaj. Tako da tudi to se potem pozna. In pri nas konkretno je vsak naš specialist, ki manjka, se to precej pozna. Glede na vse bolnike, ki smo jih do sedaj imeli, zdaj, če se na naši intenzivni terapiji smo imeli tudi bolnike, ki niso potrebovali mehanske ventilacije, ki pač smo jih opazovali zelo natančno in ob izboljšanju stanja so vsi ti seveda zapustili našo kliniko. Zdaj, od bolnikov, pri katerih je bilo stanje tako kritično, da so rabili mehansko ventilacijo, so bili 4 bolniki v bistvu uspešno odstavljeni od mehanske ventilacije in tudi vsi so bili v dobrem stanju, ko so šli na navadne oddelke. Tako da so pa bili vmes bolniki, kjer v bistvu smo imeli že v osnovi kar slabo izhodišče, če tako lahko rečemo. Nek starejši bolnik, kjer je imel precej hude pridružene bolezni, je prišel tudi zaradi možganske kapi, ki je bila obsežna, ob tem je bila tudi ugotovljena ta okužba, ta bolnik nam je umrl. Umrla je tudi starejša gospa, 80 let stara, kjer v bistvu sicer ni imela veliko pridruženih bolezni, je pa sama ta bolezen potekala zelo tako hudo. Prišlo je do večorganske odpovedi in v bistvu je pač žal umrla. Ta je bila gotovo neposredna žrtev covida. Ta tretji bolnik, ki pa je umrl, je pa tudi bilo v navednicah kompleksna situacija. Dejansko je prišlo do nenadnega srčnega zastoja doma pri njemu, tako da potem, ko je prišel k nam, je bil v resnici v slabem stanju, kar se tiče same glave. Mi smo tudi ugotavljali znake za možgansko smrt. Tako da zdaj težko vam rečem, od tistih bolnikov, ki smo jih zdravili zaradi covida, več kot polovica zaenkrat, bom rekel, da nam gre bolje kot ta statistika. Je pa še kar nekaj bolnikov, kjer je še vedno zelo kritično stanje. Trenutno so sicer nekako vsi stabilni. Bolj problematični so starejši bolniki, bolj problematični so bolniki, ki imajo v osnovi tudi kakšno srčno popuščanje, da imajo slabo funkcijo srca. Pri teh zaenkrat, te so še vsi na aparatih in pri teh zaenkrat čakamo. Mislim pa, da vseeno, če bomo imeli možnosti in če bomo imeli dovolj časa in dovolj sredstev, da bomo lahko za te bolnike poskrbeli, bo marsikdo teh bolnikov lahko preživel. Tako da vidimo pa, da rabijo veliko časa. Trenutno je situacija pod kontrolo. Ljudje, ki rabijo intenzivno terapijo, jo dobijo in za vse te bolnike imamo dovolj časa in jih lahko v miru zdravimo in so lahko zelo pod natančnim nadzorom in dejansko se stanje popravi. Ker imamo še vedno takšne razmere. Tako da tukaj smo zelo hvaležni za vse te ukrepe, ki so bili narejeni z naše države, tudi za sodelovanje slovenske populacije. S temi ukrepi, ki se jih vsi so za vse zelo naporni, se nekako nam uspeva vse te bolnike, ki imajo potencial, da preživijo, da dejansko preživijo, kar smo zelo hvaležni, ker pač ne želimo biti v situaciji, ko bojo vse vedno bolj razmere takšne, da ne bi mogli tem bolnikom nuditi intenzivne terapije in da bi se mogli odločati, tega pa ne bomo, čeprav je bil relativno dober. Zaenkrat smo sprejeli vse bolnike, ki so imeli kvalitetno življenje, ki so bili, ne glede na število pridruženih bolezni, vse smo sprejeli in vse skušamo pozdraviti. Mi v resnici še vedno verjamemo in se tudi vnaprej držimo načela, da zaenkrat je glavno podporno zdravljenje in da je glavno to, kar je dokazano. Dejansko poteka veliko raziskav z marsikaterim zdravilom
Nekatere imajo, nekatere samo v laboratoriju dobre rezultate, nekatere tudi nekaj kliničnih rezultatov. Naši bolniki so tako zelo ogroženi, da nimajo časa počakati na izsledke teh raziskav. Tako da smo se mi dogovorili in smo pripravili priporočila, ki so precej skladna z drugimi priporočili evropskimi, kjer se lahko tudi za te bolnike pod seveda natančnim nadzorom ta zdravila uporabljajo. Tako da v naših priporočilih je tako ta klorokin, ta antimalarik, trenutno uporabljamo hidroksiklorokin, ki naj bi bil za ta virus malenkost boljši. Tudi še vedno uporabljamo, če je bolezen še dovolj v začetni fazi, ta zdravila, ki se jih uporablja sicer proti HIV-u, uporabljamo ta lopinavir, ritonavir pri vseh bolnikih, če ni problemov. In tudi smo na začetku za vse bolnike, ki so ustrezali kriterijem, zaprosili za to Gileadovo zdravilo Remdesivir. Dobili smo ga dejansko samo za 2 bolnika, kasneje so spremenili sistem, tako da ta pomoč z njihove strani ni bila več možna. Se pa tudi vključujemo v to raziskavo Discovery, kjer v bistvu bomo lahko preko študije prišli do zdravil. Menimo, da pri teh bolnikih je to prav, da se tako dela. Smo pa zelo pozorni na neželene učinke, smo pozorni na interakcije, na intenzivi imaš to možnost, da natančno lahko spremljaš motnje ritma, ki so največkrat lahko problem pri teh bolnikih. Tako da zdaj, ali imamo mi dobre izkušnje ali ne, dejansko nismo delali neke randomizirane raziskave pri naših bolnikih. Vsi so dobili vse, kar jim ni škodilo. Če je se zaznalo, da jim to škodi, smo pa to tudi ukinili. Tako da zaenkrat praktično vsi bolniki dobivajo zdravila, ki v bistvu upamo, da pomagajo.